Frankinje. Prišli ste v stražo pri Krškem, to je najmanjša straža na Dolenjskem. Samo 5 hiš je tole dol spodaj, tole je naša vasica. In je pa ena najmlajših vasi v Sloveniji. Povprečna starost je pod 30 let. Tako da naša cesta je igrišče. Ker smo tudi na koncu sveta doma, veste? Ja, ampak čist blizu Dunaja. Ja, tako je. Čist zraven Dunaja, tako je. Ja, tako kot sem že rekel, mi ženo pa kar prispevamo k temu, da je vas zelo mlada. Sicer je tako, po vsaki hiši kar nekaj malčkov, no ampak mi smo pa kar zmagali za enkrat to število. Imamo 5 otrok, 5 malih in šestega še čakamo, no. Malo za hec. Ja, zakaj hiša Frankinje? Sama zgodba hiše Frankinje se je začela 81. leta, ko sem se jaz rodil. Takrat sta moja dva starša posadila prvi vinograd Modre Frankinje, sortni. Čist slučajno. In tole je ta vinograd. Gospod Drago me je vprašal, zakaj režemo na 2 šparona. Ta vinograd, tole je 5 vrst, 1, 2, 3, 4 vrste, peto smo, ko smo gradili klet, mogli posekati. Stare so zdaj, bojo hmalo 40 let, velike trečem, da so stare 25, tako kot jaz, ne? Malo za hec. Ja, takrat so sadili zelo na široko trte in v bistvu to je edini vinograd, ki ga režemo na 2 šparona, vse ostalo režemo samo na 1 šparon. To pa zato režemo na 2 šparona, ker damo potem vsako drugo mladičko stran. In v bistvu na koncu je obremenitev 1 šparon, ampak mladice so si pa toliko narazen, da v bistvu ima vsaka še več svetlobe kot običajno. In tukaj zraste pri nas najboljše grozdje. V temle vinogradov. Za našo najboljšo Frankinjo je iz tega vinograda in še na Goleku, dol mimo ste se prepeljali, ko ste šli proti Jerneju, imamo 2 vinograda, kjer delamo v bistvu najboljše grozdje. Gre za to, da v bistvu zmečemo več kot polovico dol, mladic že na začetku, in potem še razrečimo grozdje in ima vsak grozd svoje mesto. Velikokrat se pa zgodi, da kdo reže na kratko rez, takle kratek šparonček, a veste, kaj se zgodi? Tukaj je 1,5 kila grozdja, tukaj pa sonce mimo sije, pa tukaj tudi mimo sije. Trta rastlina sonca, ker je vedno rasla na vrh dreves. Ona je splezala na vrh dreves in je skozi bila na soncu. In mi moramo omogočiti, da je veliko sonca. Ne veliko v gužvi, ampak če imamo prostor raztegniti, potem pa razreči, da ima v bistvu vsak grozd, vsak list svoje sonce. No, tako čisto na kratko. Ja, jaz sem bil zraven, ko so zadeli ta vinograd. Bil sem star 2 meseca, pomagal sem cvit, ker več ni bilo od mene, ne. Jokal sem, ampak vedno rečem, tukaj sem bil jaz, prvi vinograd, ker sem bil jaz zraven. Mogoče malo simbolike, ampak se me je v bistvu ta dejavnost tako parela, tako sem užival v tem, že kot mulo. Od rojstva sem razmišljal samo v vinski trti pa v grozdju, ne, sam ne, to ni res, ne. Prve 2 meseca sem pil mleko, ne, pol pa ja. Da je več kaj za hec. Že v osnovni šoli sem vedel, kaj bi rad počel, da bi rad bil vinar, da bi se rad s tem ukvarjal. Imam zlate starše, ki so me zelo podpirali in smo začeli saditi vinograde. Ker namreč prej starši so se ukvarjali s sadjarstvom. Mi pa smo začeli saditi vinograde nazaj. Zakaj pravim nazaj? Ker je imel moj praded okrog 150 hektov vina že med obema vojnama. Prodajajo v Ljubljano. Bil je en najbolj resnih pridelovalcev vina na tem območju tule okrog. In ko se prišla 2. svetovna vojna, so izselili vse. In ko so prišli po 4 letih nazaj, je bilo vse zaraščeno, vse požgano in izropano. In življenje se je začelo iz nule. In takrat niso obnavljali vinogradov, takrat so obnavljali njivce, da so družino preživeli. Moj oče je rekel, nikdar nismo bili lačni, denarja pa niti za gumijaste škornje včasih ni bilo. Toliko je bilo težko v tistih časih po vojni. Seveda, oče je pustil službo in se začel ukvarjati s kmetijstvom, ker je to tako kot mene veselilo. On v sadjarstvo in smo imeli jabolke. No, potem smo šli pa nazaj, lahko rečem, v vinogradništvo, tako da zdaj obdelujemo okrog 30.000 trt. Smo, lahko rečem, eni manjših profesionalnih vinarjev na tem območju, tisti, ki se profesionalno ukvarjamo s tem, ampak smo si ženo določila limit. Mi je rekla, samo toliko. Samo do tu gremo, ne bomo se širili, hočemo narediti to dobro, pa ostati v bistvu družinska kmetija, družinska vinarna.
Nama je družina zelo velika vrednota oziroma največja vrednota in hočemo imeti zvečer čas za familijo. Nedelje so naše, smo tudi kristjani in v bistvu nedelje imamo čas za to, da najprej gremo k maši, potem pa malo na obiske, malo na izlete, da v bistvu tudi skupin ne sprejemamo na delo, tudi če se napovejo pravimo, da ne moramo. Zato, ker v bistvu to je edini dan v tednu, ko rečemo, da to je naš in ga ne damo. Zato smo tudi rekli, ne bomo se širili. Gremo do te. Tako čutimo. Eni čutijo, Žarnovi čutijo to drugače in dajo kruh še k drugim družinam, ki jim pomagajo, ki delajo pri njih, a mi pa v bistvu delamo družinsko sami. Tako, na kratko, zakaj še hiša Frankinje? V naši kleti lahko poskusite 8 različnih vin iz te sorte in diplomiral sem prvo na Modri Frankinji, ki me je zanimalo na živilski tehnologiji. Leta 2012 smo postali šampioni Frankinje in takrat smo tudi začeli graditi klet in vsi ti razlogi v bistvu so potrovali, da smo se odločili potem, da bomo poimenovali našo klet hiša Frankinje. Sadjarstvo ste opustili popolnoma? Ja, čisto, ja. Nekaj časa smo še imeli tam okrog hektarja jabolk, ampak potem pa ne gre vse, Oče ima še malo ekološko kmetijo, živinorejo, v bistvu, kjer pridelujemo predvsem, krave se pasijo celo leto zunaj, ker pa so v obori, v bistvu vse gnoj skladiščimo, kompostiramo in ko obnavljamo vinograde, vse v bistvu ta naravni gnoj domač uporabljamo in recimo tukaj imamo zdaj eno parcelo, ki jo bomo sadili, z namenom, da bomo nekatere druge v najemu opustili, da bomo imeli bolj v bistvu svoje in tukaj pasemo v bistvu, da se zemlja oživi, ker če ni živih, če ni živali, ni mikroorganizmov, v bistvu je zemlja mrtva. Mi hočemo imeti pa živo vino, ne mrtvo vino. In živo vino lahko zraste na živi zemlji. Zato to zelo intenzivno razmišljamo o ekološki pridelavi, o paši ovc, mogoče kasneje kdaj, ampak to je kasneje. Gremo počasi, ne gre vse naenkrat. To je vaša faza, ko boste vi imeli ekološko kmetijo kot starši. Tako, recimo, pač zdaj ekološki del kmetije v bistvu je ta živinoreja, manjša živinoreja. Tako, jaz vas lepo povabim, si gremo pogledati klet, pa kaj poskusiti. Ja. Adjamo! A veste, da ima reden? Našla sam foto s jednom vašem malo, vjerojatno je sve narastemo. Koji smo snimali, da sam Super! 2017, ali nisam pošto zanima kako je. A si videla to že? Ja sam jedna godina, svake godine održali smo skupinu zbola političkih novinova, rekao da tu niko nije čuo. Pa sam jedna godina sam u suradnji sa Ksenjom održala ovdje prije 2017. Sad skupštinu održali smo održali. I onda smo ovdje baš sad se vratili filmovi i fotografije. Mene ful muči. Mene pa ful zibe. A res, jaz sem pa zdaj leto, veš, še par tistih finišov, ki jih moraš narediti, Tako da ja. Na Krku imajo žlahni, avtohtono. In tam je tudi zelo krščanski človek in ima 11 otrok. Poznam. Osebno ne poznam, drugače poznam družino, dobro, ja. In ima prvi vinotel. Ja, tako vinotel, ja. I ima sjajnu vinariju. Ja, rad bi šel tam mi hodimo na Cres, na dopust in sva rekla žena, da enkrat gremo na obisk. Čez Krke, Rado ću vas povezati, jer to mi je dragi prijatelji poslovni. A res? I vrhunski ugostitelj, ima jedan od top restorana i dobra vina, a imate, osim što je meni drag, vi imate slične svjetonazore, pa što se ne bi upoznali. Stopite naprej! Može... Ja, vse bomo. Dobro, ćemo izmjeriti, vrlo rado ćemo, možemo ga i nazvati, bit će mu drago. Ali to mu je izazov 11, on nima... Dobro, ali pazi, ali organizacija poslova, oni se cijelo vreme razvijaju. Sve še mlad. Joj, Sam kako žena sva rekla žena, zdaj pa malo. Stopite še naprej, stopite. Smo vsi? Ne. Skoraj. Stopite dol. Ja, okej. Dobro. Zdaj smo v naši glavni kleti, v bistvu pri pridelavi grozdja, ali pa bom še prej dve besede v sami naši kleti povedal. Klet smo
gradili leta 2013 in 2014. Tako kot sem rekel, ker smo družinska manjša kmetija, gre zadeva malenkost bolj počasi, po korakih. No in takrat, jaz sem klet sam načrtoval, hodil sem, obiskal sem več kot 30 dobrih družinskih kleti po Evropi, zahoditi po svetu, kot študent nisem imel veliko denarja, no, doktor Julij Nemanič mi je pa, moj veliki prijatelj, mi je pa pomagal, v bistvu, da sem si res precej kleti pogledal in sam načrtoval našo klet, ki je sestavljena iz 3 delov. Eno je glavni tehnološki del, ki je v bistvu ta del na glavne kleti, tule je predelava, hladilnica za grozdje. Grozdje, vino se rodi v vinogradu, vsi dobro to vemo, ne? Ampak tisti potencial, ki ga dobimo iz vinograda, lahko v kleti ohranimo, če pa nimamo znanja, če smo površni, pa potencial začne padati in kakovost začne padati. No in zato se v kleti potem trudimo, da ta potencial, ki ga dobimo iz vinograda, v kleti čim bolj ohranimo, da je vino, kar se da, bomo rekli, obraz trte. No in zato v bistvu smo začeli že s hladilnico za grozdje. Za nekatere tehnologije je fajn, da grozdje prej ohladimo, da se mikroorganizmi umirijo. Uporabljamo kar se da malo enoloških sredstev in namesto žvepla po grozdju za 4-5 ur v hladilnico, da se stvari umirijo. Potem uporabljamo gravitacijo, to se pravi nobenih črpalk, dokler nimamo tekočine. Nič ne črpamo grozdja, nič ne črpamo drozge, vse uporabljamo gravitacijo. Kjer je potrebno, hladimo pač pri sami fermentaciji, vina, za katere pa potem pustimo spontano, pa v bistvu fermentirajo spontano. Imamo poleg modre frankinje, smo na Dolenjskem, imamo tudi nekaj cvička. Lahko rečem, da imamo tiste prve naše stranke že 35 let, tako da smo že 3. generacija, ki se delujemo. No, odkar sem pa jaz začel s svojimi 15 leti, sem samostojno kletaril, me je oče prepustil vse, pa v bistvu smo šli pa čisto druge vode in jaz sem že 16-17 letnik razmišljal samo o frankini, kaj bi lahko s frankini naredil. Takrat noben ni razmišljal o frankini. Jaz sem se boril v Zvezi društva vinogradnikov Dolenjskega, pa sem rekel, fanti, pa dajmo kaj narediti s frankini. Ne, cviček. Super, hvala Bogu za cviček. Pa dajmo še kaj druga narediti. Ne, cviček. Ok, tako da v bistvu, ja, mene pač frankina fascinira kot tako in kaj vse nam lahko da, nekaj od tega bomo lahko tudi probali. Tako, čisto na kratko. Druga 2 dela kleti nisem povedal, v bistvu, ta drugi del je zorilni del kleti, to je zorilna klet, kjer bomo danes tudi malo poskusili, vinoteka. In tretji del kleti je prostor zgoraj, kjer bomo imeli v bistvu en, tak, lahko rečem, zelo lep lokal. Leta 2022 imamo finančni plan, da ga naredimo, in 2022-2023, ker ko smo gradili klet, ni bilo dosti špage. Ni bilo dosti denarja, tako da v bistvu smo šli počasi. 600.000 evrov je bilo za nas nenormalna številka in smo rabili nekaj časa, da smo se pobrali ob vseh ostalih investicijah, ki jih imamo. Tako da v bistvu gremo počasi. No, gor bomo imeli pa prostor, ki ga bomo v glavnem oddajali, ker se ne bomo šli gostinstva, ga bomo oddajali za razne dogodke. V bistvu in uporabljali catering, imamo gostince, s katerimi dobro sodelujemo, Kunst, Tri lučke in tako naprej, tule okrog in bomo pač z njimi sodelovali, tako se dogovarjamo in sami bomo prostor uporabljali za vinske dogodke, ki jih nameravamo. Zdaj v bistvu kakšen mini koncert naredimo v tej zorilni kleti, ampak tukaj smo zelo omejeni. Gor bo prostora, da bomo lahko delali v bistvu tudi dogodke vinske in tako naprej. Evo, čisto na kratko, vas povabim po našem vinoteko na eno penico.